celo iz kanala, so se pripeljali. Darja je mož. Sina Darja. Spoštovani, lep dober večer v Lavričevi knjižnici, dobrodošli, še kaj, dobite si sedež. Nocoj gostimo za marsikoga zelo znanega, značilnega moža, Andreja Perka, doma iz Vipavskega križa. Tam je doma, pravzaprav od leta, mislim, da 2000, rojen Dolenjec, sicer s primorskimi koreninami, briškimi, in ustalil se je, kot vidite, tukaj na Vipavskem koncu. Andrej je znan, ugleden, priznan fotograf z več lastnimi, torej samostojnimi razstavami in pa tudi soavtor številnih skupinskih razstav. Na našem koncu smo njegovo samostojno razstavo gledali oziroma občudovali v Pilonovi galeriji. No, nocoj je pa prvič naš gost, Andrej Perko, dobrodošel, in Ivana Slamič, dobrodošla. Ivana Slamič bo naša voditeljica skozi današnji večer. Hvala, da ste prišli. Prijetno večer. Dober večer vsem, ki ste tukaj, se vas je kar lepo število nabralo. Moram povedati, zakaj nas je opremil gospod direktor z mikrofoni in podobnimi zlemi zadevami. Zato, ker po novem imajo indukcijsko zanko, ki je za take gospe, kot sem jaz, ki nosijo slušne aparate in so skoraj do konca gluhe, če ne v celoti, zelo primirna in ojača delovanje slušnega aparata. Tako da, če je še kdo tu noter, ki je lastnik tovrstnega pripomočka, mu bo danes še toliko bolje. Prejle, ko sta Andrej in njegova žena Andreja prišla, sem potožila, da se nisem kaj prida pripravljala na predstavitev njegove fotografske knjige z naslovom Mi hočemo živeti, poudarjen je ta živeti. Ker ko sem začela brati odlomke iz vojnega dnevnika Andrejinega starega očeta, doktorja Franceta Koblarja, potem sem brala doktorja Franceta Koblarja in nisem pravzaprav nehala. Tako da sem si poiskala vse knjige, ki jih imam doma, in teh ni prav malo. In sem obujala potem spomine na prva branja njegovih del in sem resnično izjemno vesela, da je sedaj prepisan tudi dnevnik vojaka, častnika cesarske in kraljeve vojske v prvi svetovni vojni, Franceta Koblarja, in da lahko pokukamo v njegovo pisanje in razmišljanje. Potožila sem Andreju že zadnjič, da bom najbrž težko vodila, ker se na fotografijo, tako da bi lahko o njej govorila, ne spoznam. Ni rekel, nič ne skrbi, bom jaz vse uredil. Tako da bom kar prepustila besedo Andreju, ki ga je že direktor predstavil, in te vprašala, kako je začela nastajati ta knjiga. Ja, knjiga je pravzaprav začela nastajati po dveh poteh. Ena stvar je bila, da je mene tam v tem desetletju, začetku tega desetletja, me je nekako pritegnila ta tematika prve vojne, ampak ne na način, da bi stvar dokumentiral, pa jo
pa se z njo ukvarjal topografsko, ampak sem imel pravzaprav željo iskati ostanke, likovno zanimive, obdelati jih likovno zanimivo, ostanke, ki so ostali. Potem sem na tem nekaj delal, beseda je dala besedo, z Andrejo sem veliko pogovarjala in mi je pravzaprav ona predlagala, da povedala, da je našla zapiske, ki so ostali v privatni, v zasebni lasti družine njenega starega očeta, zapiske starega očeta. In kaj, če bi to združila? No, to je bila osnovna ideja, se drugega ni kaj govoriti. Tako da je, ti zapiski so bili pravzaprav nama eno kostje, eno vodilo, po katerih so potem knjigo sestavljali. Jaz kot avtor, kot fotograf se pravzaprav nikoli ne ukvarjam s fotografijo na način, da bi iskal nek trenutek, lovil neke trenutke, dogodke, fascinacije, ne vem kaj. Zato nisem čisto prav fotograf. Mene zmeraj zanima, bolj me zanima historični pogled. In meni določeni dogodki, ki so se zgodili, ki so se dogajali, vzbudijo meni zanimanje in potem jih skušam izraziti tako, kakor je pač, se mi zdi, da so adekvatno, da s tem povem njihovo vsebino ali pa izrazim moja čustva ob tem. Tako da se moja fotografija nikoli ne nanaša na življenje, ampak zmeraj na minevanje, čeprav se pustimo, no, vse ostalo je itak, fotografija se ukvarja z minevanjem. Ampak ta naslov, ko sem ga jaz dal v preteklost, odmrznjena v trenutek, je pravzaprav parafrazirana, okoli obrnjena značilnost fotografije. Kot sem rekel, fotografija običajno v trenutek zamrzne za večnost, za večnost, kakor pač večnost traja. Medtem, ko jaz ponavljam dogodke, kraje, okolja, ki so bili zgodovinsko zaznamovani, jih odmrznem in ustvarim fotografijo na to temo. Zato je ta pravzaprav nelogičen, na prvi pogled nelogičen. Skoraj nonsens, ne? Nonsens, ne? Skoraj nonsens, ja. Ni sedanjost zamrznjena v trenutku, ampak je preteklost odmrznjena v trenutku. Preteklost je tak naš sedanji trenutek odmrznjena, ja. Zdaj, tudi jaz to metaforo razumem, ko si to razložil, sem doumela, zakaj pravzaprav gre. Ker se redno ukvarjam s tem, redno me to bremeni. Določene dogodke, ki so me prizadeli, zaradi tega, ker so se me dotaknili, zaradi tega, ker so prizadeli druge, naprimer, jih poskušam izpovedati. In včasih pravi moja Andreja, da imam velikansko srečo, da se lahko izrazim, ker bi bilo drugače lahko zelo drugače. Ja, ne bi bilo tako prijetno. Ja. No, dobro. Tako da to sem že rekel, da nisva hodila, šla sva po dnevniku, pravzaprav sva v grobem prevozila, prehodila večino krajev, ki jih on opisuje. To se pravi Galicijo, razen delčka Galicije v Ukrajini, pa tistega konca, ki ni več v opisu dnevnikov, ker je potem on služboval po tisti rani, potem, ko je bil ranjen na Oslavju, je potem bil po raznih bolnicah, sanatorijih in tako naprej, in potem je služil preostanek vojne do razpada, do razsula cesarsko kraljeve Avstro-Ogrske, je služil kot
vodja bolnice v Bilgoraju na Poljskem. Do tja nisva prišla, ker se nam je pokvaril avto in nisva še enkrat ponovila, ampak dobro, v glavnem sva pa prehodila, šla po tej njegovi poti. In na vseh poteh sva imela v mislih njegovo zgodbo. Zmeraj seboj tele zapiske. Zapiski je bil kar problem. To so beležnice, če si predstavljate, to je ena polovička, je mogoče 7 cm krat 12 cm, nič več, ne? Ta polovica, ena stran. Ne? To je napisano s tintnim svinčnikom, ošiljenim ko igla in potem na gosto napisano. Beležnice so tri in te beležnice so obledele, so zmatrane, so ponekod zbrisane, so polite s čem. Tam na Soški front, pri Oslavju, na Goriški fronti je celo ena od teh beležnic padla v vodo in pravi, kako mu je potem en vojak rešil. Tako da sva te z veliko skrbjo povečala in pojačala kontraste in to, da sva lahko prepisovala. Noter je veliko okrajšav, veliko je tudi nemških izrazov, vojaških izrazov. No, tukaj jaz sem kolikor toliko poznal. Bili so kraji, ki se ne imenujejo več tako. Naprimer, zanimivo je bilo, ko se peljejo v Galicijo na fronto, piše v velikem Varaždinu počivamo. In ko sva šla mila po karti, kje je veliki Varaždin, nisva več najdla. In potem sva rekla, kaj pa če bi bilo čez čas, kaj je tu veliki po mađarsko? In je rekla ena, me je spomnila, Nač Varat, Nač Varat, grem gledat, Nač Varat ni več v mađarski, ni avstro-ogrski, ni več tam, ampak je to Oradeja v Romuniji. In tako sva prišla skozi te velike Varaždine in Nač Varade in vse to. To se pravi, da treba prav tudi dešifrirati. Marsikaj je treba dešifrirati, ja. Tako da sva potem lahko s tem po teh kartah, novih kartah, hodila in kaj našla, če ne bi bilo to zelo čudno. Moram reči še to, kot sem že prej poudaril, niso topografske, ne sledijo krajem. Tudi marsikatera fotografija ni avtentična z tega kraja. Nekatere so stare 5, 7, 8 let, nekatere redke, ampak so tudi take, ki sem jih dodal, oziroma sva jih dodala noter zato, da sva izrazila to občutje, pomagala izraziti občutje. To fotografsko zgodbo. Ja, zgodbo. In občutja, ki naj bi ta zgodba jo pripovedovala. In ni rečeno, da je to tam. So pa nekatere stvari, ki so. Teh fotografij je še precej, je res izbora, kar še nastajajo. In glede na to, da je bil France Koblar ustanovitelj muzejskega društva v Škofji Loki in tudi je častni član muzeja, mesta celo. Ko sem nesel v muzej v Škofji Loki, pokazal to knjigo, so se takoj aktivirali in imam od leta 18 je velika razstava. Tako da ta knjiga bo še živela in še povedovala. Knjiga živi. Ja, knjiga živi naprej in bo živela v veliki razstavi. No, ko sta prepisovala odlomki v tej knjigi so seveda objavljeni odlomki. Ne cel dnevnik, ki ga je 53 gosto pisanih strani sta napisala, ampak izbrani odlomki. Vsi ti odlomki so objavljeni kronološko.
Ja. In glede na to, da so odlomki objavljeni kronološko, vendarle fotografije, tako se mi je zazdelo, najdejo vzpodbudo v nekaterih posameznih poudarkih v teh dnevnikih. Tako da niso ilustracija dnevnikov, ampak živijo svoje lastno življenje in da so odlomki iz dnevnikov vzpodbuda za to, da nastane nek tip fotografije, nek motiv, da se motiv rodi. No, tako sva tudi midva naredila koncept. Iz tistega kupa fotografij, ki so sprotno nastajale in delala so nekaj 2,5 leti, z tistih fotografij, ki sva jih imela, sva začela sestavljati kronološko po dnevniku. In tako se recimo začne ta prva, in začne se z 24. decembra 1914 in začne on dnevnik tako, na sveti večer 1914. In takrat se začnejo njegova razmišljanja. In potem to teče do konca, do tega, ko je bil ranjen na Oslavju. Tudi pri teh citatih, ki sva jih izločila iz teh zapiskov, se ponekod, ker je bilo res nujno, ali pa res potrebno, da se stvar doreče, v tistih primerih sva naštevala in kraje, in potek nekih dogodkov in tako. Drugače sva se pa zadržala predvsem na njegovih mislih, se pravi na tem, kaj je on pri tem, kot mlad 25-26 let star fant, študent na Dunaju, slavistike in klasične filologije, ki je vpisal 7. semester, zaključil je 6., vpisal je 7. semester in bil potrjen na naboru ter moral v vojsko. Tu bi jaz samo rada, mislim, da ne boš pozabil, opozorila na naslednjo stvar. Kdo ve, koliko študentov je moralo v vojsko v enakem položaju z enako količino končanih semestrov, kot jih je imel končanih Koblar. Recimo Ivan Lulik iz Ajdovščine leta 1918 piše svojemu prijatelju Lokarju: oblast je vendarle se odločila, da lahko pišemo absolutori tisti, ki smo pred vojno končali 6 semestrov. Ker je njihov študij je bil z vojno prekinjen. Tam so se življenja v bistvu prvikrat končala leta 14, ko so jih potrdili na nabor, in mnogim so se končala potem za stalno. In mnogi so na vso srečo preživeli. Preživel je Lulik, preživel je Koblar, preživel je še kdo drugi. Tako da so potem ti ljudje, recimo Lulik, je doštudiral v Ljubljani, ko je bila univerza v Ljubljani ustanovljena, je končal pravo. In enako se je zgodilo tudi Koblarju. Koblar je diplomiral na Ljubljanski univerzi, najprej slavistiko in potem še klasično filologijo. Tako da vojna ni ljudi pahnila samo v jarke ali jih celo pahnila v smrt, ampak jim je odvzela možnost razvoja, možnost, da rastejo. Mnogi so, tako kot Koblar in še marsikdo drugi, rasti na drugačen način, in mnogi so spominsko pravzaprav za temi fotografijami, si mislim, ne na fotografijah, ampak za fotografijami. Tako da to je zelo kruta zadeva, ki se je študentom vseh narodnosti, ki so študirali na Dunaju, dogajala v času Prve svetovne vojne. In zato je mogoče par teh odstavkov čist kratkih. Jaz sem še te odstavke, ki smo jih že itak zreducirala, kolikor se je dalo, sem jih še strnil samo v
v res kratke. Ne. In, no, na ta sveti večer, ne, ko je zadnji dan doma v Železnikih, tam ima očeta, ima brata, ima mehno sestro in to. Mati je prej umrla. Mati je umrla prej, ne. Mati je umrla prej. In opisuje to zagatno vzdušje, ko na takle način. Vojska, sovražim te in vse, ki jo hočejo. Mi hočemo živeti, ne slepo pasti. Vojska ne ustvari domovine, ker je krivična, ker je slepa. Gospod vojnih trum, zakaj molčiš? Tovariši daleč v snegu, smrti nikar nocoj. Ljubezen se rodi, smrti ne nocoj. Mir, mir, božični mir. Ah, ti prekleta železna moč. Razbita je moja notranjost, nobena reč me več ne veseli, ni dobre volje. Ob meni sedi Ančka, plete mi golenice, vsaka pentlja je zame v bodljaj, ona pa ne ve. To sva potem naknadno dala noter, kar se mi je zdelo pomembno. Prvič poklican v vojno. Za koga? Za katerega? Za cesarja, ne za domovino. Nekje kasneje pravi, kako bodo morali odgovarjati za zločine voditelji in vojskovodje. In tle podvomi, čeprav je bil do konca veren katolik, podvomi tudi v gospoda vojnih trum. Kje si? Zakaj dopustiš? Potem je ta železna moč, mene je skozi me je spremljala to železna moč, železna teža, železna trdost. Pred to fotografijo je v knjigi objavljena pravzaprav zelo simbolno, čisto na začetku ta žica. Svinjski rep in bodeča žica. Ta žica in ta motiv se še nekajkrat ponovi, bodi si samo kot to železje brez žice ali popolnoma obrnjena fotografija, kot je tale, ali pa samo žica sama spleta v ta krog, ker sem jaz imela občutek, kot da je to neke vrste zanka, ki se zadira v človeka in ga duši. Ja, to so ostanki, ki jih človek še zmeraj najde, danes so bodeče žice drugačne in še za ta namen ne bodo uporabne. Modernejše, in tudi režejo, ampak so. In so zopet. So zopet, to je problem. In to se mi zdi, za njega je pravzaprav škoda, ampak on je že vedel, kaj je počel. Mislim, da se je želel ukvarjati tudi s pisanjem, tudi z literaturo. Je imel in določene tendence, ampak je bil kritičen do sebe in imam občutek, da je hotel reči s tem, dovolj je bilo že boljših od mene, zakaj bi še jaz. Na to se je pa Koblar razvil v izjemnega literarnega zgodovinarja in teoretika, raziskovalca slovenske literature, starejše in njegovih sodobnikov. Rada bi vas opozorila samo na nekaj avtorjev, recimo Cvelbarja, ki je padel v prvi svetovni vojni. To je zgodba okrog Cvelbarja je, da je morebiti potem Anton Podbevšek našel Cvelbarjeve pesmi in jih objavil in tako dalje. Cvelbar je bil to slikar. Ampak, to so druge stvari. Potem je napisal spremno besedo pri izbranem delu Franceta Bevka, ukvarjal se je s Stritarjem, Pregljem, in leta 1962 je izšla njegova izjemno obsežna monografija o Simonu Gregorčiču, res 5 cm debela, 30x30, izjemno delo, ki ga mladi raziskovalci še vedno citirajo. To se pravi, da je to zelo poglobljena študija. In tik pred smrtjo je še pisal spremno besedo k Bevkovemu kaplanu Martinu Čedermacu,
Da ne omenjam njegovega ukvarjanja z dramatiko, se je vendarle nazadnje po letu 1945 bil tudi profesor na akademiji na igralski akademiji. Tako da pa še celo vrsto drugih stvari je delal, ob tem, da je imel družino, 4 otroci, ob tem, da je bil zelo aktiven v društvih, v društvenem življenju, ne političnem, ampak društvenem, da je bil tudi v 2 različnih obdobjih urednik Doma in sveta, tudi leta 1937, ko je Koblar v Domu in svetu objavil Kocbekov članek o Španiji in si nakopal kar precej problemov. Tako da to izjemno dosti problemov. In se mi zdi, da ko je nastajalo to njegovo spominsko delo Moj obračun, ki gre do leta 1945, se mi zdi, da je v sklepu pravzaprav Koblar izjemno natančno opisal to svoje občutje in videnje katerekoli vojne, ne glede na to, da piše o drugi vojni. Ker v Mojem obračunu je komega kakšen zapis o prvi svetovni vojni, je tudi objavljen potem v tej knjigi, zelo kratek, kot da bi jo hotel preskočiti, ampak tule pa se mi zdi, da je pa ta opis velja za katerokoli vojno stanje, ne? Bom prebrala. Najhujša razočaranja in največ bridkosti so mi prenesla spoznanja vojnih let. Pomanjkanje človečnosti na eni in drugi strani. Strahom spremlja človek brezsrčnost in krvoločnost. Z usmiljenjem človek išče in v duhu obiskuje žrtve v grobovih, ječah in taboriščih, znance in prijatelje, neznance in nasprotnike. Velika blodnja in velika laž sta zmešali duha, da je odpadel in uganjal svoje orgije pod krinko pravice in resnice. Moje prepričanje pa ostane prosvetljeni krščanski humanizem. In v imenu pravice in resnice se je dogajalo zlo. In kot tu pravi, znance in prijatelje, neznance in nasprotnike. Prav v enem od teh odlomkov, ki sta jih objavila v knjigi, Koblar zapiše, da slovo od vsakega vojaka, ki ga je zelo dobro poznal, je bilo izjemno hudo. Hujše, še hujše, pa je bilo slovo od tistih ljudi, ki mu niso bili pri srcu. To je ena posebna etična drža. Posebna etična drža, ki kaže neverjetno velikega človeka in potem najprej se ne čudite, da jaz nisem ukvarjala z Andrejevo fotografijo, ampak da sem prebirala kar ves ta čas Koblarja. Ivana, jaz sem vedel, da stopam v zelo velike čevlje. Ko sem se začel s tem ukvarjati in sam se ne bi nikoli, če ne bi rekla Andreja, ne, čutiš prav, tako kot je ona čutila, ker mi dva res čutva, če ne čisto enako, pa zelo, zelo podobno in si mi zaupal, tako da so ti čevlji, ki so zdaj nastali ravno pravi. Ne glede pomembnosti, ampak ker lahko bi kdo rekel, marsikdaj se zgodi, da nekdo uporabi eno osebnost, da na njej jaha. Nisem želel jahati na tem. Meni so lici zapiski neverjetno blizu in sem jih imel rad, ne glede na to, kdo je to bil, ne samo, toliko lažje sem prišel do dovoljenja v njegove vnukinje. V družini, do njene vnukinje.
Ja, jaz bom tukaj samo mogoče še to, mislim, ne samo še to, vse tukaj imam na brzino malo tega pišu naprej. Pač jaz bi fotografiral, sem toliko na hitro pokazal, tole je pač božični večer, zvezdno nebo, z vsemi medlicami. Široko odprto, ne. V bistvu se je pa brezno odpiralo, ne? Ja, to je, ne. In tukaj spet železni ingoti položeni, ne, in piše tako, ne, odločil sem se pisati dnevnik. Življenja, ki ga zdaj pri vojakih živim, ne bom živel nikdar več, naj bo sled za mene ali koga drugega. Toliko misli mi pride, razburkajo človeka in gredo. Če jih ne notiram, gredo brez sledi. Saj to življenje, ki ga zdaj živim, ni moje, jaz sem samo stroj. Oj, vojaščina, koliko britkega imaš za tistega, ki ne rešuje v tebi svoje domovine. Mi je nimamo. Proč otočnost, da bi pustil pot svoji notranjosti pri vojakih, bi zblaznel. To se spet pojavi ta problem domovine, mi je nimamo. Tudi velikokrat opisuje razmere v vojski, kako so bili pravzaprav zmanipulirani slovenski fantje, ne? Kaj od avstro-ogrske oblasti, kako so bili manj vredni od Mađarov, kako so oni kopali jarke utrdbe, da so potem prišli gospodje Mađari v te rove, ki so bili že narejeni. Oni so šli pa kopati nove, ne? In ta manipulacija, ki je bila strani države, je bila kar uspešna, pri njemu ne, ker je bil zgrajena osebnost, ne? Ampak mladi fantje, zakaj bo mlad slovenski kmečki fant navdušeno šel v vojsko za verodom cesarja, kakšen dom, ne? Kakšnega cesarja in kakšno vero pravzaprav, če je cesar prvo vojno začel, v bistvu oznanil vojno napoved Srbiji v Božjem imenu. Mislim, vojna se ne napove nikoli v Božjem imenu, zmeri v hudičevem imenu, ne? Tako da ni bilo nobenega tega. In zakaj bi pol mladi fantje, zakaj bi kričali na železniških postajah en šus, en Rus, en štos, en Francos. Nikoli nobeno od njih ni videl, ne še Rusa, ne Francoza, ne Srbe na vrbe. To so bile vse te floskule, ki lahko ljudi v vsakem trenutku, zgodovinskem, tudi zdaj, zelo hitro angažirajo, da manipulirajo. Ampak zanimivo pa je, brez domovine, samo kakšen odnos je potem se pojavil, kako doživlja Koblar prihod na Soško fronto? Ja, no to bom prečital. No, tako. Kako doživlja prihod na Soško fronto? To je pa, kot da bi se prerodil. Kot da bi se prerodil. Ja. Kot da bi se prerodil. To se mi zdi izjemno pomembno. Bomo prišli potem do tega. Bomo zelo hitro prišli do tega, mislim, v času. Potem to opisuje pač svoje poti. Oni so šli iz Ljubljane, iz Birenga centra v Brežen, to so Frajzah na Koroškem, potem so se tam vežbali, potem so šli v Judenburg, pa Ptuj, pa z Ptuja, pa Judenburg, pa to so bile cele kar naprej prevozi s tem. No in tako, da sem potlej se s tem malo pozabaval po tehle fotografsko. V Brežah piše takole, ne, brezploden dan, dnevi, ki se ponavljajo v istih mislih, v samem strahu in ogibanju bodočnosti so prazni za življenje. Huda izkušnja je bila, a ne brez koristi. Poznam vsaj vojaščino. Čednosti se človek nauči tukaj bolj malo, a čednosten lahko ostane.
Najbolje je biti fatalist, če mu razburjenja, ko nisem edini in ne prvi, ki bo moral med kroglje. To je zanimivo, ne? Po en stran biti fatalist, po drugi stran v teh nelepih okoljih, že samo vaje za vojsko na morje beklepene, ne, čednosti ne pridobiš, ampak čednosti lahko ostaneš. To se mu ponavlja čist skozi, ne prekinjeno je ta Še tudi v teh razmerah lahko ostaneš človek, oziroma si več čas človek, ne? Ja, posebej še tam, ko je šel potem na Tirolsko, ki je že kot ranjen, ampak kot intelektualc je bil asesor pri vojaškem sodišču in je tam zmeraj pravi glasoval proti. Tako da je bil včasih kar v čudnem položaju. Da je bil že kar v čudnem položaju. Ker vsi tisti gospodje, ki niso nikdar videli ne jarkov, ne smrti, ne vse groze, so lahko govorili, kaj je to zvestoba cesarjev. Ja. No, tole je ena zbirka fotografij, ki sem jo pa pravzaprav sem s tem začel na poteh po Tolminskem in po Obsoči. In sem potem z tega del, to so avtentične fotografije pločevin, žic in podobnega, ki so ostale od prve vojne in še zmeraj obstajajo. Kakšne senike, tiste hramne senike, skladišča za seno so pač uporabili, za gradno so uporabili to. Potem se je začela vaja, ne, spet, v Ljubljana, 1. maj 1915. Prvič pred fronto, tu vse vre, popolna neorganizacija, povsod kaže, da je vojske že vse naveličano, 1. maja 15, ne. Ja. Grozen je pogled na te najrazličnejše obraze in tipe, mlado in staro, vse v vojaški obleki, kam pojde vse to, koliko žrtev bo, groza me strese. No, Daj mi in potem imaš serijo fotografij, ki ni od iz Ljubljane, ker ne more biti, ampak sem fotografije z ugraviranimi imeni in datumi teh tipov, ki jih opisuje, sem jih recimo tako, tega je več, to je zdaj samo en delček tega. In tukaj se vidi potem vse te, to sem posnel v Istri, blizu Trnav, blizu Pule. Tam so bili, eni so bili prej, eni so bili kasneje, najdeš slovenske priimke, Koširje, tega, onga, Čehe. Zidarič bi lahko tudi, seveda, ne glede na to, kako je napisan. V eni od teh sem celo še... Kristan tudi. Ja, tako da to so se upisvali 14. leta, 13. leta, skratka, približno tisto negotovo vzdušje, kaj bo z njimi, tako kot to on opisuje, sem poskušal tle s temi fotografijami zabiti. S temi fotografijami, ja. In kot neke vrste leitmotiv je spet žica, ne? Je spet žica, ne. Potem je šel Judenburg, že julija 15. Vse dni že jemljamo slovo, danes pa zares. Čudna čustva izpreletavajo človeka. Vse je kakor priprava na smrt. Še prav nič nisem pripravljen. Hiteti bo treba. Šli bomo, kam Bog ve. Spet ta nepopisna negotovost, ker jim niso niti povedali, ne. Nikoli ne piše o tem, enkrat omenja, da je avanziral, ne, se pravi, da je dobil čin, pa drug čin, pa tako na koncu je bil poročnik. Ampak nikoli ne opisuje, to mi je bilo popolnoma, pravzaprav mu je bilo nepomembno, ker je bila obenem to tudi skrb, ne samo časna, ampak predvsem skrb za svoje vojake. Za vojake, ja.
In prav gotovo, torej zanimivo je to, da tudi, jaz sem brala potem še nekaj druge dnevnike tudi, ne? Ali pa pisma, ki so jih ljudje pisali med Prvo svetovno vojno. Naložili so jih na vlake in so odšli in so jih odpeljali. Tudi Koblar piše, ne vem, kam bomo prišli. V Budimpešti se bo šele odločilo, ali bomo šli proti Srbiji ali proti Italiji. Tako da so jih vozili kot živino pravzaprav. To je normalno, tudi danes jih vozijo kot živino, samo v drugačnih transportnih sredstvih. Vojska nikoli ne pove vojaku, kam gre, ker bi lahko bila vmes informacija odtekla ali karkoli. Ja. In to je čisto običajno, pa v tem ni bila avstro-ogrska vojska popolnoma nič posebnega. Ampak to je spet na vzhod, 30. julija, se pravi, oni iz Judenburga so šli na vzhod, 30. julija 15, še vedno ogrska pusta, to je sam izvleček majhen, ne? Vedno več transportov, tudi begunci, odkot, sama slaba znamenja. Čakamo na odprti progi, v ozadju so že znanilci Karpatov, več transportov ranjencev, eden samih bolnih na koleri in tifusu. Izvedeli smo, da je bolezen gori grozno razširjena. Moj bog, zdrave ljudi nas bodo poslali med okužene. Težke sludne so se me prijele. Na pustah se pasijo črede, rac, konj in govedi, ni sledu vojske, le par razdiranih mostov. In vendar je padlo toliko življenj tukaj. Kako brezčutna je zemlja in kako malo človek. Cveti in rodi vse na novo, brez zavesti in vendar je tu toliko grobov. Vse gostejši sledovi vojske, požgane vasi, križci sredi polja gomile. Ob železnici grobovi, na desni Moskali, na levi naši, tam celokupni. Tu so se bili naši fantje. Galicija, v tebi počiva naša moč. Galicija, ti si grob naše domovine. Galicija, da je nam nazaj našo bodočnost. To so njegova občutja, ko se vozi z vlakom in opazuje, to je zdaj že v Galiciji, se pravi, Karpati so že v osrčju Galicije in letos, ko sva šla midva v severu, na sever Romunije, na ukrajinsko mejo, sva prav gledala tisto železnico, ki je označena na starem zemljevidu, kako se potem zaleze v tiste hribe noter in v tiste soteske, ker tam tle še o soteskah piše, ampak pustimo. Čisto vsega, Andrej, tudi ne smeš niti povedati, niti prebrati, ker drugače noben knjige ne bo kupil. Treba je pripraviti predstavitev na tak način, da postanejo ljudje tako radovedni, da to so res samo izvlečki. Da morajo to imeti. Hvala za advertising. To je princip Šeherezabe. Ja. To je Šeherezaden princip. Upam, da bom vse nastrožil. Ja. In potem je serija teh fotografij. No, to so spet ene fotografije, ki pravzaprav nimajo nobene zveze s temi kraji, ampak so kosi pločevin, debelih pločevin, ki smo jih na odpadnem mestu za odpad, in jeklene pločevine, ki so me spomnile na človekovo lobanjo brez mandibule, brez spodne čeljusti. In vsaka od teh je bila na nek način zaznamovana. Jaz sem tej seriji dal naslov zaznamovana, zarjavela, preluknjana, tako drugače. Kar ni bilo, sem jih potem oblikoval tudi sam naprej še in sem jih žaril, rezal z nosilko, skratka, kemično obdeloval s kislino, da sem jih spravil iz njih, ker on opisuje to skozi ranjenci, bolni, kolera, tifus. Predvsem ti dve fotografiji se mi zdi, da je izjemno pomembni na strani 34 in 35. Ja. To en renderenski posnetek, tek spet
Malo nekoliko aluzija na te... Zato, ker na strani 34 bi lahko bil zabrisan rentgenski posnetek, ne? In je tam samo nekoliko čistejši. Tako da, tako sem jaz doživljala tole. Ja, to je tudi rentgenski posnetek. Zato sva jih združvala, Ja, ne, in tako. sva zelo pretehtala pozicijo posamezne fotografije. Upam, da je bilo. Potem njegov še eno občutje je zanimivo, no, to je, ker je bil že v Galiciji, so egzercirali in tako naprej, ne, lije, dež pada, govorijo, da nas Rusi lahko iznenadijo, postavimo straže, noč je huda. In potem mi je neverjetno, nekaj divnega je, mislim, divnega, če pol groze, pol radovednosti, zdaj mogoče kakšno zelo mladih ne bojo, kaj je to divno, ne? Ja. Ampak to je pravzaprav... Lepo pravzaprav. Krasno, Krasno, ne? Nekaj čudovitega je, Ja, ne? ja. Se lep izraz, ali sem celo uporablja ne? več, ne? Ja. Se skoraj ne divno uporablja več, več, ne? Ker se ga ima za pač hrvatizem. Hrvatizem, ja. Ampak nekaj divnega je, pol groze, pol radovednosti, se pravi, vseeno, strah te je, obenem pa kaj bo, kako to zgleda, ne? Ker tam so se prvič srečali resno z vojsko, ne? Potem so prišli do Dniestra Ja. in piše v enem stavku, grozno trpeli, kanoni vedno bliže, rakete, težka pot skozi gozd. Ko sem prvi začutil bližino Dniestra, sem se zgrozil. Ta reka je moja smrt, tako mrtvaško tiho teče. Ja, in tu sem jaz šla potem gledat, kaj je o Galiciji pisal Pilon, ne? Ker potem se začnejo zgodbe teh mladih fantov, ki so bili v avstrijski vojski, kar povezovati med seboj. In tako da sem potem prebirala, kaj je on napisal in kaj je napisal en mlad fant z gore, Polanc. Tudi on, preprost kmečki fant, je pisal dnevnik. Ne tako izbrušen in izpiljen, jezikovno izbrušen, kot je Koblerjev, ampak dnevnik, ki izpoveduje pravzaprav približno isto grozo in tudi pokončnost. Tako da so ti fantje v bistvu v soočenju s smrtjo ustrajali, vedeli, da morajo ustrajati v življenju. Ne? S tem, da smo z Andrejo se velikokrat, ker so oba brala tudi Pilonove te zapiske, pogovarjali o tem, je obstajala pa strašna karakterna razlika med Pilonom, Ja. se pravi, doma od tukaj, odprt svet, Italija, dobro, Furlanija, Dolina je odprta, ja. vse odprto, ne? In med Koblerjem doma v Železnikih, Ja. ne? V Železnikih v tistmu temačnemu kotu, Ja. so Ja. peski, Ja. brez sonca cel čas. Ja. In je tudi drugačna vzgoja, ne? Kobler je mu izrazito strogo, zvesto, strogo vzgojo. Pilon je bil odprt, je bil svobodnjak, on je bil liberalec po duši, ne? Kobler je bil katolik po duši, res veren, pošten katolik, ne klerikalc, Bog pa. Ja. To je treba povedati. In se dostkrat, ko je po teh dniestrskih obalah, ko so se bojevali, ne, je Pilon čakal, kako bo, kdaj se bo pojavila patrulja, ko so imeli že vsega čez glavo, in pol na koncu reče, tovarišč, Ja. Slavjan, ne, Ja. in pride, in jih Rusi odpeljejo v ujetništvo, ne. Tega Kobler nikoli ne naredil. Ja. Zato, ker mu je bilo ta zvestoba, ki je prisegel, mu je bila sveta. Sveta, kakorkoli mu ni bilo prav in je bilo ogromno pomislekov, predvsem tem dejanjem, ampak ni, ne.
No, to je tole Dnester. Mrtvaško tiho teče, ja. Potem imamo pa, ja, to je, ne, tudi občutki, kako čudno prevzame zemlja človeka, ker boji ob Dnestru so bili boji v blatu. To niso le kaverne in rovi, kot na Krasu, ja. Ampak je bilo zemlja. Kako čudno prevzame zemlja človeka, kar privezan sem na njo, čutim se eno z njo. Nikjer se človek ne čuti tako sorodnega zemljo, kakor v Strelskem jarku. Veš, da si iz prahu in to čutiš toliko časa, da se vrneš v prah. In to se mi zdi te fotografije, ki zdaj temu citatu, si ga prebral, sledijo, da je to pravzaprav, kot da bi človek gledal z Marsa na Zemljo, ne? Da je to zemeljsko površje, ki je razkosano, razrezano, razbito in tako naprej. Čeprav je to pravzaprav samo en posnetek alg na neki dolenski reki. Ja, samo imaš pa občutek, kot da je to razbita zemlja. Jaz pravim doskrat za sebe, za mojo fotografijo, da naredim tisto, kar sem hotel, da pokažem tisto, kar sem hotel narediti. Ne fotografiram tistega, kar je, ampak tisto, kar sem hotel, kar sem si zamislil. No in to je pač bilo tako. Mislim, da so to res fotografije, ki zelo simbolno sporočajo tudi, kakšen je bil svet tisti hip. In kakšen je svet pravzaprav tudi ta hip, marsikje. Recimo, omenil si vajen obisk muzeja v Belgiji, Ypresa, ne? Ja, v Ypru. Ja, potem smo bili tudi v severni Franciji, v kraji okrog Some, se pravi od Remsa, severno od Remsa, sva bila dvakrat tam, pa nisem nič posnel, ker ni šlo mi za to, šlo je za nekaj drugega. Za nekaj drugega. Jaz nimam skozi aparata s seboj. Poskušam začutiti, pa lahko na Krki narediš posnetek. Ampak kaj je tisto, kar te je v Ypru pretreslo? V Ypru me je pretreslo, naju je pretreslo. Cel tist zgodovinski, mislim, muzejski kompleks z vsemi detajli, podrobnostmi, orožjem, uniformami, vse to. Ampak vso grozo, plini, po Ypru se imenuje iperit, vojni stil, ki so ga tam prvič uporabili, oziroma bolj znano uporabili. Ampak na koncu prideš pa v sobo, kjer je prazna soba in od stropa visijo zastave, vojen, ker konča se s tistim, ta vojna je zadnja, po tej vojni ne bo nobene vojne več, ker so ljudje izkusili toliko in toliko in toliko in potem ne bo nič več. In potem so obešene zastave z napisi. Leta 19, vojna tam, 20 tam, 21 tam, in teh zastav je zdaj že po tistem prostoru, ki je tolikšen kot to, do sem. Pa so vsi Afganistani, pa so vsi Iraki, pa je vse, kar je bilo. Pa bodo Sirijo te obesti, če je so jo že imeli Sirijo. To je že stvar, ki je šla mimo, ne? Mislim, mimo, ki ni šla še mimo, ampak je že bila, ne? Je že tam. In to je ta neverjetna nepopravljivost človeške neumnosti. Ja. To se mi zdi, in zato sem pa doživljala recimo prav to tvojo fotografijo kot sporočilo o konstantnem razkosavanju sveta. Ja, s to zemljo je še tlele dobro piše. Odhajamo tja, kjer smo bili, za Dnester. Zdaj je prihodnost megla, jeseni, miniranje, smrt. Pravzaprav bo prišel lep čas. Prehod poletja na jesen in jesenskih las sta vedno najbolj segla v mojo dušo. Sladka otožnost pozdravljena.
če je le ne bom v šumu preslišal ali v popolnem miru ne več čutil in tam oveli list počival, spal. Zato sladko otožnost jeseni, ker očitno je mu jesen rad, prav ta prehod, prav tisti, ki ga jaz ne maram, očitno je mu on ta prehod v jesen rad in prvič lahko ga bo preslišal zaradi ropota orožja, drugič pa lahko ga v popolnem miru ne bo več čutil in bo kot oveli list. Počival, spal. Ja. To je povezano potem tudi z dramatiko, Shakespeareom, ne, spati. Ja. Ne mora sanjati. Tu se kaže potem njegova navezanost na literaturo, na dramsko ustvarjanje. Tudi ko je bil v vojski še, navaja tam noter v teh zapiskih, danes sem bral Ibsena, danes sem študiral Noro, danes sem... Zanimivo je tudi, recimo Ivančič, ki je bil tudi slavist, piše Lokarju, bil je pa ves čas bolj v štabu in prevajalec za ruščino Ivančič, ampak Ivančič piše, prosim te, kupi tudi meni Tolstojeve dnevnike, če le niso predragi. In sredi vojne so potem romali Tolstojevi dnevniki, ker očitno niso bili predragi, na bojni položaj, kjer je Ivančič bil. Tako da, vendarle, vsej tej grozi so znali najti ljudje tisto, kar jih je dvigovalo. Potem še eno, se mi zdi tako obče pomembno in zanimivo. Ob Dnestru je bil in je komaj zaspal, ker je bilo po bitkah in to, in je povedal eno premišljevanje o vojski, o polnočnem počitku, prav. In pove eno stališče, strast in pohlep sta segla po pravicah, ki jih nimata, kar nikoli nista imela, sejeta krivico in zlo. Tedaj človek premaga človeka v sebi, se dvigne in postane živ zid v svojo obrambo. Trupla padajo, a nova življenja ostajajo. Zid ostane, živi, ne pade, se dviga in kaznuje onega, ki je zavrgel človeško čast. Se pravi, ali je spet šekspirovska, hamletovska, ali se upreti, ali se pravi, upor in druga stran, druga točka izga vprašanja, življenje imam, ki si ga nisem dal. Ljubezen naj bi bila, po kateri naj bi bil ustvarjen zase in za druge. Kako morem in smem ubiti človeka, ali sem potem še človek, ali ne nosim potem celo življenje, noč in dan, vsak trenutek, kajna v srcu. Moje misli so bile kot kolobar, ki se je končno utrgal v blazen vrtinec in požrl vsak odgovor. Predne je zaspal, so se mu vrtele te misli. Se pravi, ali se upreti zlu, ne? Ja. Ali ga... Te bodice zle usode. Zle usode, ja. Ja, ampak v drugi svetovni vojni, oziroma v tem sklepu k svojim spominom pravi, zmaga samo človečnost, nikoli nazor. Saj prepričanje, ki se ga je človek pridobil v življenju boju, postane naša natura, naša dušna vsebina in ga ni mogoče z dokazi premakniti in nadomestiti. Šele življenje samo to prepričanje poglablja, čisti in oplemenituje. Ves čas išče to etično držo, to pokončnost. Ne glede na to, kaj se je dogajalo potem z naravo okrog njega in si odmrznuta, razbita telesa dreves za ta naš trenutek. In tudi v tem se že vidi njegov mnenje, da nikoli ni ideologiji ni dal nikoli prednosti.
Zmer je dal človečnosti. In ko piše v tej knjigi, v obračunu, ne, piše, kako se je zaradi tega, zaradi togo ozkih ideoloških pozicij njegovih najboljših prijateljev z njimi razšel, oziroma so oni razšli So se razšli z njim. Ja. Recimo tudi Narte Velikonja, Narte Velikonja, ki je tudi Gorjan, tudi zgore doma, ampak recimo stališče, ki ga zagovarja v svojem življenju naslednje, tudi sveti Frančišek bi bil marsikomu danes prepoln nesodobne, škodljive ljubezni. To je zelo zanimivo. Ampak vendarle Frančiškova je bila tista, ki je bila ljubezen do stvarstva, do človeka, do vesolja, do vsega, kar narava pravzaprav je. In skozi to se mi zdi, je potem njegovo pisanje o vojni še toliko bolj pretresljivo. In zato si mislim, da si kar lahko imel pomisleke, da stopaš v zelo velike čevlje, ne glede na to, kako odlično si to svojo vlogo fotografa opravil. Ne, človek mora imeti zmeraj veliko samokritičnosti. Ja. In tudi premisliti o tem. Ne, da bi se zdaj delal nepomembnega, pa da bi dajal vtis narejene skromnosti. Ampak moraš vedeti, kaj počneš in da ne boš šklopotal v tistih čevljih kot v ogromnih coklah. Ampak to se mi zdi, da je bilo tudi znanstveno, ustvarjalno, človeško vodilo tudi Franceta Koblarja. Tako to se mi zdi izjemno pomembno. Kaj pa, če bi se premaknili do Soške fronte? Ja, dobro, jaz lahko samo tele fotografijo obrnem naprej, toliko da je. Skratka, še zmeraj smo na Dnjestru, še zmeraj so spet padli tovariši Galicija, ti si naš grob, ne. In potem imam tole še, no to bi samo omenil, te muhe pač so čist simbolično zato, ker človeško življenje v Galiciji vojaka vredno toliko kot muhe. In so tudi umirali kot muhe. In to je pač ena galicijska hiša, ki imajo še zmeraj, zdaj pa F11, tako. To so obiskala sva v Galiciji v bližini Gorlice, v bližini Gorlic so ogromna vojaška pokopališča in to so pokopani vojaki vseh vrst, vseh narodov in izvora, veliko tudi Slovencev. To so take ogromne lipe, so si nekako vzeli pravico pa izposlovali dovoljenje, da so lahko posadili lipe in te lipe zdaj rastijo tam kot slovanski, kot simbol slovanstva. To je ta vrhoto pokopališče, to sem delal vse. Ki bi lahko bilo tudi recimo na Krasu, ne? Ja, kjerkoli. Samo tam je teh res veliko. Tudi po Vipavski dolini je teh, ne sicer razkošnih, ampak je grobišče Prve svetovne vojne ogromno. Ja, ravno v Gorlicah sva midva bila presenečena, kako so se pravzaprav ta vojaška infrastruktura, kdo je bil, služil vojaški rok, ali pa bil tudi oficir, ve, kako so te hladne, trde, v vsaki vojski, računice, toliko jih bo, recimo nek desant, toliko jih pošljajo 3000 padalcev, od tega se jih
10% natakne na drevesa, se jih poškoduje polomnoge, toliko procentov je to, toliko postrelijo v zraku, toliko je to, ostane jih toliko, se pravi, imamo še zmeraj možnost zmagati. Ne. In to je ravno tako bilo. To je računica bila. Toliko jih je, toliko jih bo padlo in so zadreva bila najbolj presunjena nad fotografijo skladišč križev, skladišč nagrobnikov, hangari, pripravljeni hangari, vrste, to so 10 000 križev katoliških, pravoslavnih, potem židovskih, potem muslimanskih, vse je bilo pripravljeno. Za te čine od tam naprej, za te čine od tam nazaj, to so hangari, to ni recimo ena lipa, to ni nič, to so celi hangari bili, pripravljeni za smrt, se pravi, industrija smrti. Industrija smrti, ja. Industrija smrti. Potem se pa, končamo, to je še en zanimiv spomenik, ki so ga Nemci postavili. In zanimivo je to, da so tako, ko so Italijani prišli v te kraje in so delali te velepomembne spomenike, ki me manj presunejo kot kakšne skromne stvari, bolj me presune recimo Javorca kot pa Oslavje. Ali pa pokopališče v Črničah, recimo. Ja, to ja. Bolj kot Oslavje, bolj kot Redipulja, ker se z tega vidi spet napuh nove vojne, napuh žrtve, na katerih se gradi nova vojna. Medtem ko ene Črniče nimajo tega, ena Javorca je samo duhovna oznaka za mrtve. No, Nemci so pač Poljsko zasedli in so te spomenike potlej vzdrževali, tako da so ostali. In jih tudi ni noben potem uničil. Potem so pa premiki nazaj na zahod. Italija je napovedala vojno, to so še fotografije, ampak fotografije železnic, pravzaprav se je on prav tukaj vozil, ker to je v Prvačni, most v Prvačni, pa je čisto en kje, ampak to so vemo z zapiskov, da se je tle vozil. Ni pomembno pa to, ampak to, da je stalno, ti tiri se stalno divergirajo, zmeraj gre nekaj, ena pot sem, ena tja, in on tle piše, vozimo se z veliko naglico po najkrajši poti, Karpatov se ne moremo iznebiti, vedno smo v njihovem podnožju, negotovost nas muči celo pot, ali gremo v Srbijo, ali v Italijo, v Budimpešti se bo odločilo, ali pa še tam ne. To je tisti stavk, ki si ga prej omenila. In potem se Ampak, ko pridejo potem v Ljubljani, niti izstopiti nismo smeli. Drž je silil z neba tako vara človeka, a srce je lahko na domačih tleh. Doma. In na naslednji strani pravi, pod mano šumi Soča, na desni se vzpenja nad njo Solkanski most, na jezu sem stal in si navdušeno deklamiral Sočo. To je nekaj posebnega. Ali, jaz bom zdaj pa citirala samo en zapis tega Polanca zgore, ki pravi 24. oktober, približno istočasno so se premikali. Samo da Polanc je bil v 97. Ta je bil pa 17. Ker 17. je bil za Dolenjsko, Ljubljana, Gorenjska, 97. je bil pa za ta primorski del. 24. oktober smo prišli do postaje Vorenčanka, zjutraj ob 5. uri in potem smo čakali do poldne in okoli poldne smo bili einvagonirani. Ta uporaba te besede einvagonirani. In smo se odpeljali, to pa nismo vedeli kam, dokler nismo prišli v Prvačno dne 28. oktobra, zjutraj ob 5. uri,
kako sem bil vesel, ko sem zagledal naše hribe, to se ne da popisati. In preč mi je prišlo na misel, da bi prosil dopust, ker sem tako blizu doma. In res, ko smo prišli iz Prvačne v Črniče, namreč nismo šli iz Prvačne na Glih v Črniče, in tam smo bili einkvartirani, in okoli 4. ure popoldne grem k Hauptmannu Bargerju in ga prosim za dopust. In ker je bil dober mož, mi je dovolil iti domov in priti nazaj drugi dan zvečer. In res ob 5. uri zvečer sem že šel iz Črnič, s kakšnim veseljem sem šel, mora vedeti samo tisti, ki je na taki poti, kakor sem bil jaz. Torej sem šel, kolikor sem mogel naglo, in sem šel čez vrtovin, kamne in čez platna in skoškov po rebri. Ko pridem na vrh, sem stopil prvič na sneg in precej velika burja je bila. Tako da, ko sem šel mimo Virba, sem si mogel kapo držati, da mi je burja ni vzela. In okoli 9. ure zvečer sem prišel domov. Prav v tem opisu vseh teh postaj se vidi stopnjevanje tega njegovega čustva, da je doma. Kaj je čutil, ko je zagledal te naše hribe? S tem ponavljanjem, ne? S tem ponavljanjem. In sem šel, in sem šel, in sem prišel, in sem šel naprej. In to je tako... Ampak, recimo, to je zapis zelo preprostega kmečkega fanta. Pa ravno tako dobro, ne? Ja. Tudi odličen, ker ustvari to občutje človekovega hrepenenja po domu in po miru, ne? Ker on je tudi opisal, prišli so čez Ljubljano, tam niso smeli niti izstopiti, ker so mislili, da bodo, čez občino, Riechenberg, Volčja Draga, on dosledno uporablja Ovčja Draga. Ja. Ovčja Draga in ne, ali se je to zdaj spremenilo, ali je on tu narobe razumel? Ne, lahko je bilo pravzaprav z recimo protetičnim vejem, ne? Ja. Recimo v Vrhpolju pravijo vodi vada, ne? To je protetični V postavljen pred samoglasnik in tako se je najbrž kot jezikoslovec, kot slavist lahko da tudi predstavljal, da bi bilo, ne? Ja. In pravi, to je naša zemlja, to naš goriški vrt. S ponosom sem kazal naše kraje tujim tovarišem. Moj govor je bil deklamacija. Tu se bo borilo srce, najsi so pripovedi grozne, pa imamo tu 40 000 izgub. Če domovina zahteva krvi, spal bom v njih. Se pravi, če domovina zahteva... To je domovina, ne? Ker Galicija tam ni bila. Če zahteva domovina krvi, ne? Ampak spal bom ne v krvi, pač pa v domovini, ne? Ja, spal bom v domovini. No, tako da potem se... In potem gredo na Monte Sabotino, se pravi, gre na Sabotin in vse kaže, da je tam peklo. In potem je to, ki si prej rekla, ne stanujemo v papirnici, pod mano šumi Soča, nad njo se vzpenja most, stal sem na jezu in si navdušeno deklamiral Soči. In potem imaš pa serijo fotografij, ki so pravzaprav bodi si kaverne usekane v kamen, bodi si kamni sami, ki imajo lahko tudi človeško ali živalsko podobo. V bistvu ena sama tema, razen more biti tiste zadnje fotografije. Ja, tiste zadnje, ja. Tiste zadnje fotografije, kjer je pa izhod iz kaverne pravzaprav, ne. Ampak to so iz Škabrela, zelo ni povsod to, kjer je on bil, ampak sem pač tam hodil in človek mora hoditi sam. Samotno biti tako samoten, da ti je že po svoje neprijetno, samotnim poskušati usrkavati zgodbe, ki jih seva tisti kraj. In ko sem prišel na Škabrelu, rekel sem, na Škabrelu ne bom prav nič najdu, ker je vse zrušeno, in ko zdrsnem v eno globačo noter, v en to, me je čakal ta homunculus, ta človeček, ki mi je bil čist dost. 2 posnetka pa je dovolj. Ja.
In na to so križi, Ja. križi in križi. Tole moram še povedati. Ja, in imena. Moker do kolen, to zdaj pa Soško bojišče, ne? Moker do kolen prebedel nocojšnjo noč. Težko sem čakal jutra, ko se popolnoma zdani, še ne vidim, kje smo. Sredi vinogradov in vrtov, krog in krog pa razvaline hiš. Tu je lepa slovenska zemlja, lepše ne najdeš nikjer. Mi Kranjci smo res sibirski Slovenci. Niti ne vemo, kako res lepa je Slovenija. Ja. In potem to, vse te vinograde, vse to sonce, ki obseva Sabotin in Števrjan in druge griče, pa postal drug nasprotje v jarku, blatna voda, sega do kolen, vmes mešana italijanska in naša kri, tobak, municija, obleka, naša, predvsem italijanske zaloge vsake vrste, vse plava v jarku, razbitem od naše in italijanske artilerije. Jaz sem včeraj bila v Bardih in smo iz Šmartnega gledali proti Števrjanu in proti Sabotinu, ki sta Števrjan je bil v prvi svetovni vojni zravnan v zemljo in ni bilo tam, tudi rastlina nobena ni živela in enako je bilo tudi na Sabotinu. Tudi Sabotin je bil popolnoma mrtev. Še eno stvar bi iz Soškega, iz Ogriškega bojišča. Piše, sovražna artilerija nas precej obiskuje in grozno dela. Imamo že nekaj izgub. Včeraj zjutraj sem izgubil svoj dnevnik, to je tukaj. Ne? Vojaki so mi ga rešili iz blata, ljudje mi tudi bolehajo. Vendar Janezov nič ne obrzda. Če jih za božjo voljo prosiš, naj se skrivajo. Ne artilerija, ne mrliči, ki jih še vedno dobivamo, jih ne ostraše. Nosijo laške, puške, municijo in obleko. Posebnosti, ki jih dobimo mi pri italijanskih mrličih, pa je množina raznovrstnih nacionalnih vojaških kart. Vse predstavljajo novo italijansko ozemlje, Hrvaško primorje, slovenske dežele, to je vse bodoča Italija. Kaj še? Mi smo tu na straži. Napiše. Ker enostavno so imeli že, so imeli obljubo, če gredo v Antanto, dobijo Dalmacijo, Istro in našo Primorsko. Tako. To so le kupčije in kupčije so zmeri in se jim ne da izogniti. Veliki kupčujejo. In te kupčije so bile pravzaprav na zalogo napravljene, tako kot križi in tako naprej v tistih hangarjih po Galiciji. Tole je še na misel. Govorijo po tej bitki, da so jo srečno odnesli. Potrcem in vem, da smo prestali hude dni, dočim sem bil včeraj v junaški Omotici. Tako mislim, se bo sploh zgodilo po vojski celemu svetu. Prej divja povsod, solze nevest in mater ne sežejo na bojišče. Danes, morda celo par let, bodo ljudje govorili o junaštvu. A ko se 100 000 ranjencev zbude iz Omotice, ko se tudi junakom orose oči po zdravju in moči prejšnjih dni, tedaj bo njih beseda kletev. In pravi, domovina, ali boš tako močen pojem, da zdržiš proti škripom in kletvam? Ampak tu je treba dodati še eno stvar. In sicer 14. novembra 1915 je pa Koblar napisal takole. Čim več berem, tem bolj resigniran sem. Civilen človek na tihem, ki mu dobro gre, ali pa tisti, ki se boji za svoje posest, je lahko patriot. To se pravi, čustvuje zase in za svoje. Junak, ki brani s svojim telesom to, za kar je prisegal, idejo, ta mora molčati. To je ta prisega, o kateri se pa na začetku govoril. Upam, da ko se po vojski iztreznimo, da bomo govorili in pisali v jeziku, ki je zdaj nepoznan. To bo literatura prihodnih časov. Ne bo nacionalna ta literatura. Obče človeška bo. Ko napoči rojstvo tistih časov, se bomo vsi razumeli.
vsak sam s sabo in z bratom preko morja. Patriotizem je danes konservatizem. To so pa bile Danes, ideje. ja, s tem, da je on, ko smo v originalu to gledali, on je najprej napisal, patriotizem je dan danes konservatizem. Potem je pa dan danes prečrtal, patriotizem je lahko zmeraj konservatizem. Ker se ravno v tem, ravno zaradi manipulacije, ker se na patriotizmu lahko gradi, Tu se na potem čustvih pa, ja. se lahko gradi Ja, karkoli. ja. Ali so to domovinska, religiozna, druga čustva, na njih se lahko vse zgradi. Tu se pa potem pojavlja že ta ideja, ki je bila v času Prve svetovne vojne izjemno živa in močna v slikarstvu in literaturi, ekspresionistična, o rojstvu novega človeka in o nujnosti rojstva novega človeka, o vesoljnem bratstvu, pravzaprav o katerem si me opozoril, tudi ti, Andrej, na to govori, pravzaprav tudi Srečko Kosovel. Recimo najbolj tipična, celo nekoliko preveč programska, je njegova pesem Godba pomladi. Moje srce je gnano od godbe, ki nas čaka na rdeči obali. Od človek v svetli godbi se slutnja bodoči človek zrcali. Ko na otokih, na polotokih in na celinah rdeči mostovi bratje iz Indije, Perzije, Afrike, bratje nam bodo drugovi. Oj, spustite v morje vse ladje, naj izletijo vsi aeroplani, naj zapojejo zlate sirene v srce človeka, človek vstani. V soncu blestijo se bajoneti, ali poglej, in ti bodo pali. Moje srce je gnano od godbe, ki nas pričakuje na rdeči obali. To je ta ena plat njegove poezije. Druga plat je pa Svetilka ob cesti. Kaj bi bil človek, če ti je težko biti človek? Postani obcestna svetilka, ki tiha razseva svoj sina človeka. Naj bo, kakor je, ker kakor je, vedno je on s človeškim obrazom. Bodi mu dober temu človeku in nepristranski, kakor svetilka, ki tiho obseva pijančev obraz in vagabundov in študentov na cesti samotni. To je pa Kosovelova pesem Svetilka ob cesti, ki se popolnoma ujema pravzaprav z Koblarjevo mislijo o človeku, ki ga je treba imeti rad, o novem človeku, ki bo tudi iz vsega tega zla in morije pravzaprav tudi se rodil. Pravzaprav ta, kako se reče, zeitgeist, duh časa je oblikoval te ljudi. S tem, da ne prav povsod. Če recimo gledamo Grossa, kot slikarja na nemškem področju, je z njega še zmeraj sevala recimo ena strašna groza razpokanih človeških teles in to. Če gledamo futuriste potem, je bilo daleč od tega, mogoče tudi zaradi zmagovitosti, daleč od tega, da bi zanikali vojno. Marinettijev manifest, recimo, je bil hvalnica temu. On je imenoval vojno kot higiena sveta in tako naprej. Delno pa se ni pravzaprav človek nič spremenil, samo ni pomagalo. Ne, zato se po Ikreju potem polni tista soba z zastavami še vedno... In je zanimivo, dvojno, sem tudi bi hotel še povedati, tudi Koblarja. Obenem je kot vojak, kot dal prisego zvestobi in temu, in prav, zadnjič sem ob zahajajočem soncu že htel boja, to je tak lep izraz, že htel boja, samo želel sem si boja. Moje povelje je dvignilo bajonete, ko pa me je objela noč, so me strli klici trpečih
sovražnikov To. in zaplakal sem skoro. Tempi futuri, to je nadaljevanje tistega, kako bomo ljudje vsi. Obenem, človek mora vedeti, da je v določenih situacijah imaš dvojno, obenem je obrambna želja po življenju, moraš se obraniti in tako naprej, in povelje dvigne bajonete, potem pa poslušaš ranjene, sovražnike, do katerih moraš biti tudi človek. Ja, in zaplakal sem skoraj. Ja. To so križi iz teh spomenikov, ki so že sami, kljub temu so betonski, propadli do nerazpoznavnosti. In vezivo zanje so ista bodeča žica, kot je bila na bojišču. Tako. To so pa potem... To so pa edine barvne fotografije v tej knjigi. In sicer sem naredil portrete morilcev, portrete potencialnih morilcev, ki so pač bili. Na Sabotinu sem fotografiral v tem muzeju, mi je mož dovolil, da sem odnesel te granate ven in sem jih z ptičje perspektive, ker so tako lepe, lepe ko okraski, lahko bi bile broške, tako da... In vendar nosijo smrt, ne? Vendar nosijo smrt, ne? Ja, tako. Potem so tle še neki fotografij teh trdnjav iz raznih koncev ob Soči, pa tudi do druge. In vendarle, no, kar naprej, to je zdaj tista fotografija, do katere morava pravzaprav, ta fotografija, ki sem jaz razumela, vendarle kot je luč na koncu tunela, ne? Luč na koncu tunela, neko upanje, ki vendarle ga je Koblar nosil v sebi in ki ga nosijo tudi tvoje fotografije. Zato, ker najbrž je treba potem... Zakaj mora biti fotografije črne? Zato, da se boljš odseva svetloba v njih. Ja. Če je vse svetlo, ni kontrasta. No, zdaj smo že 1:30, dragi Perko, to si neumoren. Ne, to še nisem dosegel jaz, niti spodne meje. Ne, se bom končal prej, ampak znam to 3 ure. In pol me kolnejo, ker reče, zakaj nisi pustil, na čik nismo mogli iti. Bova morala zdaj dati besedo, ima kdo kakšno vprašanje? 10 minut samo, še ne 10-5 minut, omenja tudi Ajdovščino. Ja, tudi, ja. Zapotili smo Gorico, marš do Bovčje, Drage na to železnico v Ajdovščino. Naši ljudje so se očistili in oprali, potem zvečer v Osek. Ja, ker vemo, da je v Ajdovščini je bilo razuševalno središče, ne? Razuševalno, ja. Ja, tu so jih razuševali. V Oseku pa je bila tudi močna vojaška postojanka, oziroma tam je bila tudi bolnica, ne, v Oseku, ki jo opisuje Hans Habe v svojem romanu Ilona, ne, tako da je to še ena posebna zanimivost. In potem tako zmeraj težje gre in zmeraj večje slutnega obhajajo, ne, in že na oslavju reče, pripravil sem se na smrt, težko mi je pri srcu, 21. novembra, ne? Trepetam, kje je prihodnost, kako lepo sem si jo včasih mislil, samo sonce, naenkrat pride teman dan, ves zruši človeka, smrt stoji pred njim, smrt je samo ena osebno lahka stvar, a misel na umiranje drugih je težko. Naš bataljon bo moral šturmati, se pravi jurišati. Janez so dobili malo pijače, da so židane volje, potem je Janez dober vojak. Zvečer smo se odpravili proti Oslavju in potem je pa to, ki je pa konc, je pa opisuje samo to še, kako je bil ranjen. Ja, ko sem prišel zvečer, nisem spoznal svojih ljudi, trupla brez glave ali razmesarjeni kosi. Predčasno nadomeščam tovariša, ki je tam ušel. Ušel je tako, kot opisuje pa Prežihov Voranc, odhod na istmu predelu,
pač nekdo je rekel, grem v ujetništvo in me ne zanima več. Ob 8:30 grem k svojim vojakom, namreč zdaj so bili namreč zelo nervozni. Ko hočem spet nazaj, mi nekaj vrže na tla. Mislil sem, da se ne bom več premaknil z mesta in tako naprej. Vtisov in pričanja dotičnega dne ne morem popisati, ostali mi bodo vedno v spominu. In tam napiše v enem, ki je v knjigi, kako ne bo o tej vojni nikdar več pisal. In se je tega držal tudi v tej knjigi. V tej knjigi, v mojem obračunu, je po prvi svetovni vojni, morda po strani, komaj stran, se je objavljena v tej knjigi. Zelo kratek zapis. In vse te ploščice, teh ploščic je fotografiral in naredil sem jih preko 100. In to so še zmeraj z originalno barvo, vendar so jih že Italijani po vojni 19 let prepisali. To vem potem, ker so pisali recimo unbekannt, ker je narobe, ker so prerisovali napisano, je unbekannt, nemško. In tako vsi ti neznani in znani vojaki. In potem en krog, ki pravzaprav sploh ne paše v to, ampak gre v krog življenja in ponavljanja. Tako, tole. To je bilo to. In to je bilo tudi tvoje razumevanje in tvoje videnje časa, v katerem so ti dnevniki nastajali, željo, da se ne bi več ponovilo, ampak kakorkoli že. Ali želi kdo kaj vprašati, prosim? Ali boste potem Andreja napadli s svojimi vprašanji? Kar zdaj me napadte, veš. No, kar dejte, hvala se ne bom pustil. Javno, pobegnem. Ima kdo kakšno vprašanje? Ste kaj rekli? Če te ne bodo ljudje? Me boš pa ti. Ne, bom jaz tudi kar zaključila. Mojega dela je bilo pravzaprav zelo malo pri vsem tem, zato ker je vse delo opravil pravzaprav Andrej. Te dni so v Stockholmu podelili Nobelove nagrade in sicer za mir, za literaturo, še kakšne druge, ampak ti dve recimo, da sta mene bolj zanimali. Nobelovo nagrado za mir je, kot veste, dobil kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos, ki je rekel, da se lahko dogovorimo, če hočemo, o prekinitvah vojn po svetu. Omenil je Sirijo in druge svetove. In Patti Smith je pela, ulil se bo težek dež in si je Boba Dylana in si je privoščila prekiniti svoje petje, ker je pozabila besedilo v tej izjemno dolgi pesmi. Ne bom prebrala cele, ker je res izjemno dolga. Zaključimo pa z željo letošnjega Nobelovega nagrajenca za literaturo, ki se spet in znova pokriva z mislimi velikih humanistov, med katere spada tudi Koblar. Kaj zdaj boš storil, modrooki sin? Kaj zdaj boš storil, moj dragi fantič? Šel bom na pot, še preden se ulije, šel bom v globine gozdov najtemnejših, kjer mnogo ljudi je in njih roke so prazne, kjer strupi uničujejo njihove reke, kjer ni več razlike med domom in ječo, kjer rabljev obraz vedno dobro se skrije, kjer lakota ubija, kjer duše so same, kjer polt, ki je temna, je manj kot številka,
Vse to bom povedal, zapel in izkričal, naj odsev te besede vsem dušam zasveti. In stal bom na vodi, dokler me ne vzame, in ves čas bom vedel, kaj moram zapeti. In ulil se bo, 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 težek dež. In naše upanje, da vendarle enkrat človeštvo spregleda. Pa tudi, če spregleda mali ljudi in mali ljudje, je najbrž vendarle možnost, da se ta svet kaj izboljša. Ja, lepa misel. Čeprav sva z Andrejo pogosto se o tem pogovarjava in si rečeva tako, prepričani prepričujemo enako misleče. Tisti, ki mislijo drugače, jih ni ne danes med nami, niti niso bili na podelitvi, niti niso poslušali Patti Smith, ne Boba Dylana, pa tudi, če so ga niso ne slišali, ne razumeli. Zato mislim, da je treba bezdrožno skepso na to gledati. Je pa lepa želja. Ja, upati je pa vendarle treba. Upanje je pa zmeraj. Upati je pa treba. Biti je treba optimističen in verjeti, da vendarle, da se vendarle lahko svet spremeni ali vsaj ohrani, če drugega ne. Zato imajo moje fotografije zmeraj svetlo točko. Tako. Andrej, najlepša hvala. Ne vem, kako je z vami, ampak jaz sem nocojšnji večer občutil kot eno fantastično zlitje neke zgodbe oziroma nekega dnevniškega zapisa, ki je nastal pred skoraj 102 leti, in pa fotografske zgodbe, ki pravzaprav govori o tem, kako vedno moraš ostajati človek. In to je tista stvar, zaradi katere se mi zdi, Andrej, da so bili tvoji čevlji ravno pravšnji. Mislim, da je to tudi tisto pravo sporočilo. Hvala, da si bil naš gost. In Andreja je na nek način tudi soavtorica tega dela, tako da Andreja, hvala lepa. Ivana Slamič pa nek pa seveda ob zahvali tudi njeno tradicionalno darilo. Zdaj je pa to, Andrej, vidva z Andrejo to imata? Ne. Ne? No, izvoli. Ti pa imaš. Jaz ti bom tega, koliko hočeš. Hvala. Dvojno darilo. Tudi za Andrejo, ker je, moram reči, da sem še eno bogatstvo odkril, poleg vsega tega, poleg transkribiranja teh zapiskov, sem odkrival v Andreji tiste korenike, ki sem jih slutil, pa tudi vedel, ampak jih eksplicitno so se mi pojavile v določenih stavkih, v določenih držah, v določenih zadevah, tako da sem rekel, Andreja, v razmišljanju, v neki treznosti, pa ne pusti treznosti, ne računarski treznosti, ampak v zdravi treznosti, z vsem optimizmom, z vso razloživostjo, ampak je ona tudi France Koblar. Jaz bi prebrala, da to absolutno drži, samo naslednje. Na koncu sklepa France Koblar pravi, tudi za svoje otroke ne želim ničesar drugega, kakor da postanejo delavci med ljudmi. Ne bi bilo njihovo življenje tako, da bi laže in lepše živeli tudi drugi, nikdar oni sami. Bog mi usliši
Poprošen. Jaz bi vas zdaj samo še povabil na tiste, ki seveda to želite, na kozarec rozeja, ki je pa Andrejevo. Najn proizvod, kletarstvo. Andrejino in Andrejevo izdelek. Še to, samo še eno obvestilo. Z nami so bile tudi nocoj dijakinje srednje šole Reno Piloni iz Ajdovščine, ki so snemale, tako da mislim, da lahko pozovite tiste, ki niso bili na današnjem večeru, da si lahko ob priložnosti ogledajo tudi na vaši spletni strani. Naj punce.